Dobro jutro, se slišimo? Dobrodošli na Startup Cafeju. Moje ime je Iztok Kočevar in danes imamo spet odličnega gosta, Nejca Kodriča iz Bitstampa. Ker vas je toliko, bomo malo drugače stvari danes peljali. Na začetku bomo midva imela kratek pogovor, 20 minut, pol urce, imam par vprašanj. Potem pa imate, ker vas je toliko, bi vam prepustil. Tako da pripravite vprašanja, prosim, imejte dobra vprašanja, da bodo tudi ostali imeli kaj od tega. In to je to. Samega Bitstampa mislim, da ni treba predstavljati. Kaj, zdaj 5. leto ste že na trgu. Na začetku bova, same podjetniške zgodbe se ne bova dotaknila, me pa samo nekaj zanima. Se pravi, 2011 ste nekako približno začeli. Ampak ste tako eni od redkih startupov, ker se recimo ni šel preko slovenskega startup ekosistema, niste bili v nobenem pospeševalniku. Zakaj? Ja, ni bilo treba. Mislim, midva z Damianom, ko sva Bitstamp začela, 2011, je bila taka izjemna poslovna priložnost. Se pravi, če začneš ti startup v industriji, ki že obstaja, ki je vzpostavljena, ki je že konkurenca vzpostavljena, ki pač ni tako, da slediš, mislim, ker v normalni industriji, ko začneš startup, pač je uveljavljeno, moraš slediti oziroma pač zelo iskati tiste malenkostne marže za izpopolnitev. Medtem ko mi smo začeli v industriji, ki se je ravno pač začela obstajati, ne. Se pravi, in je verjetno zaradi tega bistveno lažje začeti, ker ti potem narekuješ trend, ti nekako tiraš, kako sploh Bitcoin startup zgleda, tako da mogoče zato niso potrebovali nekih, ne vem, akceleratorjev ali pa karkoli. V bistvu pa tudi ni bilo časa, ker takrat je bilo vse tako zelo dinamično, vse se je hitro premikalo in mi smo se bolj fokusirali na rast, kot pa na neke inkubatorje in podobno. Pa recimo, kaj pa če bi se danes tega lotila? Pa bi uporabljala kakšne organizacije, mislim, recimo, zdaj si že toliko časa poznaš dobro. Ali se ti zdi, da slovenski startup ekosistem bi lahko danes pomagal startupom, ki hočejo nekaj delati na področju Bitcoinov? To bi zelo težko rekel ja, oziroma bi zelo težko rekel ne. Zdaj se je neki tudi vzpostavili nekih teh akceleratorjev, tudi glede kriptovalut, zdaj nekaj kvalitetnega že prihaja ven, ampak bomo pa videli, koliko daleč bo to prišlo. Ampak mogoče, ja, v bistvu bolj ugibam, če sem iskren. Odlično. No, pustiva to primeru. Kaj je danes Bitstamp? Začeli ste torej, kakor v bistvu borza, tako za Bitcoine, vmes ste dobili v Luksemburgu dovoljenje za finančne transakcije. Kje ste danes? Kaj se dogaja? Čisto od samega začetka, ko sva z Damianom videla Bitcoin, naj jo bolj pritegnili kot tehnologija, niti ne toliko kot ekonomski impact, ki ga Bitcoin dela. Se pravi, nama je bil cela industrija všeč zaradi tehnologije, se pravi, kako deluje ta decentraliziran ledger, kako pač ta mining potrjuje transakcije, daje integriteto sistemu. Naj bolj to zanimalo. Torej ste inženirja? Geeka, no, pač, šlarja. In to naj v bistvu pritegne bolj iz tega tehnološkega vidika, ne. Potem se je kasneje zelo videlo, da ima to ta decentraliziran ledger, pač, ker blockchain sam po sebi je samo decentraliziran ledger. Kaj pošiljaš preko, lahko je to denar, lahko je to bilo kaj, ne. V bistvu je to samo decentralizirana baza, ki jo je nemogoče ponarediti, ne. In naj jo to pritegnili. Potem so pa videli, da najboljše implikacije in takrat edini use case je bil prenos vrednosti. Pač ta vrednost je bil pač enote Bitcoina, katere vrednost je bila izražena na borzah, ne. In takrat, ker je bil to edini nekak use case, pa edina, kako naj rečem, poslovna priložnost, kjer se da nekaj zaslužiti, se pravi zaračunati provizijo na trgovanju, ne, sva rekla, ok, pa dajva to, ne. Samo zato, da sva nekaj doprinesla razvoju celotne industrije, ker se implikacij blockchaina je že pač mnogo, ne, od zavarovalništva do Internet of Things, pač do karkoli, remittanca, tako da midva sva se pač tja umestila, ker je bilo v bistvu prva branža oziroma nekako prvi denar se je dal tam zaslužiti in s tem so pač podprli tudi razvoj celotne industrije. Ampak kaj pa je danes potem Bitstamp? No, lik zaradi tega, ker so pač se hoteli umestiti v ta finančni del, se pravi podpreti ta aspekt industrije, sva vedela, da je tukaj čez par let bo potreba biti resen, če hočemo priti v mainstream, tukaj mora biti nek regulatoren okvir, se pravi nek nadzor, ker ne samo zaradi nas, ampak tudi zaradi konkurence, se pravi spet, kot sem prej rekel, narekuješ trend, ne, mi smo prvi, ki smo to dosegli, bili smo prvi v bistvu v večjih stvarih, mi smo bili prvi, ki smo naredili multisig hot wallet, implementacijo, to pomeni, da vsako transakcijo od nas podpiše druga firma, to je bil pač pred temu obstajali, ampak noben ni tega dela, ne, sprav, smo postali smernice. Danes, če tega nima, si pač sketchy.
Potem prvič smo začeli obvezno verifikacijo uporabnikov, ker smo se že leta 2013 odločili, da pač Bitcoin mi gledamo kot denar. Se pravi, če delamo verifikacijo za fiat transakcije, bomo delali tudi verifikacijo za Bitcoin transakcije. Danes je to spet industrijski standard. Zdaj pač ta tretja stvar je pa licenca in tudi verjamem, da bo to zdaj v naslednjih 9 do 12 mesecih industrijski standard. Se pravi, spet tisti, ki ne bo tega standarda dosegel, bo pač zaostal in izpadel iz industrije. Tako da danes smo finančna institucija, licencirana finančna institucija, pasportna licenca po celi Evropi, tudi v Sloveniji in pokrivamo ta finančni del blockchaina oziroma Bitcoina. Ste torej bančnik? Ne. Mislim, ja, podjetje se ukvarja s financami, ampak mi smo čisto na kratko v naši licenci, mi smo plačilna institucija, se pravi, to pomeni, da imamo zelo podobne zahteve kot banka, s tem, da pač ne moremo izdajati kreditov, smo pa lahko pa delamo plačilen promet, izvajamo plačilen promet. Me pa samo zanima ta trenutek, ko si ti prišel v Luksemburg, se dogovarjati, predvsem tako, kaj je ta startup mentaliteta, se pravi, si bil tako oblečen, si bil v hoodiju, ali si šel v kravati? Dobro, ko sem šel do regulatorja, sem imel kravato, ne? Ampak normalno pa pač se oblečen tako, kot mi je udobno, ker mislim, da je to že malo paset, da se oblačeš tako kot pač, ne vem, nek bankir pri mojih letih, še vsem, pač, to je moj stil. Ja, ne samo ta moment me zanima, če si da prišel med bankirje s hoodijem, ko so te malo čudno gledali. V bistvu ja, če sem iskren, ja. Bil sem na eni konferenci v Berlinu celo letos za fond menedžer in bil pač nek panel o fintechu in ja, sem bil edini, ki sem bil superge. Odlično, gremo malo nazaj na Bitstamp. A bi lahko malo razkril številke, kaj danes je Bitstamp? Kako imate recimo zaposlenih, koliko prometa opravite, recimo z Bitcoini, kje države, katere ste najbolj pogosto vas uporabljajo? Trenutno, mislim, zdaj serviramo 700 000 uporabnikov iz celega sveta, pretežno Evropa sicer, imamo 35 zaposlenih, imamo 3 pisarne na svetu, pa do zdaj smo sprocesirali $12 milijard prometa. Svaka čast. Ok, gremo malo v Bitcoin per se. Torej, sam si že omenil, se uporablja za varovalništvu in tako naprej. Ampak sama bitcoin tehnologija, ne, tudi same banke so začele zdaj že kupovati startupe, pa to. Kaj se v bistvu, kje je danes Bitcoin, kakšno je njegovo mesto? Zdaj, že od samega začetka se je Bitcoin zelo začel nekako pojavljati kot valuta. Mi smo sicer dolg cajt tudi na Bitcoin gledali kot valuta. Pretežno v zadnjem času smo začeli na Bitcoin gledati bolj kot store of value, se pravi kot hranilec vrednosti. Bolj se nekako ima podobne lastnosti kot zlato, kot pa kot dejansko valuta, ne. Tako da, kar se pa tiče ostalih use caseov, se pa ne gleda to kot Bitcoin kot valuta oziroma kot enota računovodske vrednosti, ampak se bolj gleda kot blockchain, se pravi underlying protokol, ki omogoča pač prenos nekega digitalnega zapisa oziroma pač sprememba lastništva nekega digitalnega signaturja iz točke A na točko B. Ampak, če pogledamo tako, se pravi, danes so ta startupi delali disruption v vseh sektorjih. Ali je Bitcoin že naredil disruption v bančništvu, zavarovalništvu, tehnologija torej je bila, ali bo Bitcoin počasi zamrl, je že naredil svojo vlogo, odigral? Ne, mislim, če že pogledamo, koliko časa traja, da se neka tehnologija vpelje, ne. Tako, čisto pred kratkim sem bral en zelo zanimiv članek o letalstvu, ne, se pravi, brata Wright sta leta 1903 prvi polet naredila z pač avionom, ne. Zdaj, takrat v novicah nikjer ni nič pisali, se pravi, to noben ni niti spremljal, takrat je trajalo 4 dni, da si prišel iz Los Angelesa v New York z vlakom, ne. Danes to traja 6 ur, ne. Ampak, pač, 50 let je minil, da se ta čas iz 4 dni skrajšal na 6 ur. Zdaj, če pogledamo, koliko se ta trenutek traja, da nakažeš denar, recimo, iz Slovenije na Japonsko, ne, to traja 24-48 ur, čisto odvisno od korespondenčne mreže. In bankirji se tega zavedajo. In bankirji se zavedajo, da zakaj, v bistvu, če se vrnemo, zakaj je sploh toliko počasen prenos denarja, ne. Zato, ker se plačilen sistem ni spremenil, ni bilo konkurence, ni bilo potrebe sploh. Pač ljudje smo pa to vzeli v zakup, ker pač tako je, ne, ni konkurence. Noben ne parira tem robustnem, v bistvu ostarelem sistemu. Zdaj pa tukaj imamo neko tehnologijo, ki nam pa to lahko naredi instantno, brez middlemana, praktično brez stroškov, ne. In tudi bankirji se tega zavedajo,
se hočejo nekako tukaj najti nek added value, ki bi ga lahko inkorporirali v svoj delovni proces, pa v bistvu to nudili svojim komitentom. Ker BitStem sam po sebi še vedno, recimo po vaših izkušnjah oziroma recimo mnenju, kako ti misliš, kje se ga največ uporablja? Pred parimi leti je bil zelo boom, še v Sloveniji imaš par restauracij, trgovin, kjer lahko kupuješ s tem, ampak bolj ali manj vedno pridejo medije zgodbe o dark webu. Vse mogoče je tudi to razlog, zakaj je Bitcoin sploh nekako uspel, da je dobil to medijsko pozornost lik zaradi dark weba. Sicer skozi čas se je to sfiltriralo, zdaj praktično tega ni več, oziroma je to nekako izvenelo. Bili so pa to nekako prvi use case virtualnih valut. Ampak mi kot podjetje, mi smo v bistvu samo točka, kjer se lastništvo Bitcoina med prodajalcem in kupcem zamenja. Zdaj, ogromno naših poslovnih strank ima nek svoj use case, se pravi, ima neko svojo storitev, za katero pa potrebuje likvidnost in takrat uporabljajo nas. Torej posredno, zdaj, čisto za primer, plačilni procesor, se pravi, ko greste v restauracijo, plačate z Bitcoinom, plačilni procesor mora restauraciji plačati evre, in on jih nekje mora zamenjati. In večina teh podjetij pač sodeluje z nami. Kje pa bodo še, kje se bodo, recimo, imamo mlade podjetnike in bi danes šli radi v Bitcoin biznis. Kje so priložnosti še danes? Kaj bi svetoval? Kje bo zdaj še Bitcoin, kam se bo razvijal? Mislim, da bi specifično rekel, zdaj pa to delite, ne, ampak v bistvu, kar moraš imeti v mislih je, da stranki dodaš neko vrednost, se pravi, da nekaj olajšaš, poceniš, pohitriš in samo vzameš svojo provizijo in to je vsa umetnost, se pravi, dodaš stranki vrednost, pa vzameš svoj cut. To sem te malo vprašal že prej, no? Ampak recimo, zdaj imamo leh ta slovenski ekonomi. Kaj pa misliš, kaj je to? To so zdaj prišli nekakve te, v bistvu, prav Wall Street izvedene finančni inštrumenti, so zdaj ne prihajajo ta Bitcoin svet. Kakšno mnenje o tem se to zdi cool? Mislim, valjda, cool je, da se nekaj premika, da se probava, da se premikamo naprej, zdaj, da bi komentiral, da je dobra, ne, verjetno je dobra, samo zdaj moramo videti, kakšen bo reception, se pravi, kakšen bo odziv uporabnikov oziroma javnosti, ampak saj Bitcoin ne omogoča toliko novih stvari, ampak veliko startupov in to jaz vedno poudarjam, ne da se naredi startupa pač nečesa, kar že obstaja, pa samo Bitcoin zraven dati, pač, ker ne dodaš nobene vrednosti. Če Bitcoin omogoča nekaj novega, pa to poenostavi, pohitri, poceni, potem ima smisel, drugače ga pa nima. Veliko tudi verjetno prihaja do tebe, mladi podjetniki, prosijo za nasvete. Sicer, kakšne so njihove ideje? Kam recimo, kam ki gledajo drugi ljudje? Pa sej, mislim, načeloma, da bi spet toliko prehajali, ne, no, ampak ja, velikokrat pa dobim kakšne vprašanja, predloge, prošnje za investicije in podobno, ampak še vsem Slovenija ni Amerika, ne. In mislim, da je največjo napako, ki startupi delajo v Sloveniji, je to, da hočemo biti kot Amerika, ampak dejansko nimamo niti pogojev, da bi bili. Mogoče tudi to, kar je Amerika, ni lih v redu. Ker ta startup scena se je po moje šla v neko vejo subkulture, da je to pač, jaz imam pa startup in potem se naučiš biti startupovc. Ampak konec koncev si podjetnik, obnašaj se kot podjetnik, pač generiri vrednost svojim strankam, pa tako sem prej rekel, zato za nekaj zaračunaj, pač če ti rata boš rastel, če ti ne, ne se pa naučiti biti startupovc, ne padati v to subkulturo, ki v Ameriki funkcionira, v Sloveniji pa ali bo ali ne bo. Ker tudi pogoji so drugačni, da zdaj v Sloveniji neko startup ali pa neko podjetje, ko naredi recimo milijon prometa, zasluži milijon, je velik uspeh. Marsikateri startup v Ameriki šele začne z milijonom, kot seed kapital. Se pravi, ne smemo se primerjati z Ameriko, ker jaz mislim, da Slovenija ima ogromno sposobnih ljudi, ki so sposobni marsikaj narediti, ne se omejiti na Slovenijo, pač glej globalno, deli globalno, pa ne mislim, da je zato, ker pač nimajo začetnega kapitala, ne moreš nekaj narediti, ker jaz pa danes sem začela s 1100 evri. Samo pač začneš, ustrajaš, pa če ni potrebe po začetnemu kapitalu ga ne zbirati, ker tako izgubiš del svobode, ker dobiš investitorje, ki imajo svoje ideje, pa ne da je to nujno slabo, ker v določeni fazi rasti ti tudi ta znanje pomaga, ker pač če imaš prvo podjetje, pa se soočaš s hitro rastjo, jasno delaš napake, ne. In takrat lahko dodajo vrednost, ampak lahko ti pa tudi okrnejo podjetje, lahko ti
te usmeril v neko smer, ki je njim bolj ugaja, te pa ne nujno. Ne. Tako da si je upside pa downside, imeti investitorja ali pa se obnašati kot startup. Ne. Ampak jaz bi rekel, da če imaš svojo vizijo, pa če ratuje, se pač drž tega in ne probati biti nekaj, kar v osnovi nisi. No, zdaj pa tako. V Slovenijo še prideva, imamo še par vprašanj. Na tem mestu bi pa vas prosil, imate kakšno vprašanje vezano na sam Bitstamp in na Bitcoin, da bomo šli skupaj po tematiki? Kdo je vprašal? Ja? Samo sekundo. Ja, živjo. Samo na hitro, v bistvu vprašanje. Odkje ta odločitev recimo za Luksemburg? Je to, kaj z Brexitom recimo bilo povezano, recimo, ali je to v bistvu čist kot, ne vem, pač bolj kot nek brand, ne vem, pač Luksemburg, ne vem, tam imamo mi to zdaj. Ne, Brexit je čisto naključje. Mi smo se z leta 2014 že v bistvu odločili, da bomo poiskali neko jurisdikcijo, ki je virtualnim valutam bolj prijazna, ki je bolj progresivna glede same regulacije. In takrat smo pač hodili po Evropi, nekako probavali, pa malo tipali lokalne regulatorje. Bil sem na primer v Nemčiji na Bafinu, kjer so se smejali, pač Bitcoin, ne, to ne bo nikoli. Bil sem v Luksemburgu, v Veliki Britaniji smo imeli debate z FCA, ampak Luksemburg je bil daleč najbolj napreden, kar se tiče regulacije oziroma nekako razmišljanja 10 let naprej. In tudi, ko prideš, ko pač si v neki disruptivni tehnologiji, pač nekaj disruptivnega delaš in vsakič, ko imaš sestanek, moraš od začetka do konca razložiti, kaj sploh Bitcoin je in v glavnem izčrpate, velikrat sploh ljudje ne razumejo, kaj govoriš oziroma si vzamejo čas zate sam po uradni dolžnosti. Ne. Ker sem prišel takrat v Luksemburg, me je pa zelo presenetilo to, da ni mi bilo treba razlagati, kaj Bitcoin je. Ni mi bilo treba razlagati, kaj je mining, ni mi bilo treba razlagati, da pač tukaj ni neke Bitcoin firme, pa neke Bitcoin osebe, da je to pač protokol. In oni so pač vse te stvari razumeli in smo zelo hitro šli na zelo high level debato, kako bi to lahko umestili v regulatoren okvir v Luksemburg. In takrat je zelo hitro padla odločitev, da Luksemburg je nekakšna jurisdikcija, kjer imamo najboljše šanse, da dobimo licence. In 2 let kasneje smo tudi jo. Halo. Živa. Kaj pa po tvojemu feelingu prihodnost kriptovalut? Mislim, ocenjujejo, da je 5% ali pa 10% fiat denarja kripto denar. Kako ti gledaš na to? Hvala. Mislim, jaz si takih predikcij načeloma ne delam. Za Bitcoin sam, jaz mislim, da bo Bitcoin nek asset class, store of value in da bo veliko ljudi, ki zdaj nalagajo naprimer v zlato, v nepremičnine, da bo to pač del njihovega portfolija. Kar se tiče valut, jaz sem že prej rekel, da na Bitcoin gledam bolj kot asset, bolj kot store of value, kot hranilec vrednosti, ker kot valuta, ja, v nekem majhnem obsegu funkcionira, v nekem velikem obsegu pa prihaja do tehnoloških omejitev. Jaz mislim, da kriptovalute, valuto, kot pač jo zdaj razumeva, še prihaja. Torej, industrija raste, ampak kriptovalute, ki jo bomo uporabljali dnevno, pač jaz mislim, da še ni oziroma je še v razvoju. Še vprašanje? Se pa jaz nazaj pridružil. Ok. Dobro vprašanje je bilo, zakaj ste šli v Luksemburg? Pa bom zdaj tako vprašal. Ste se kaj tudi v Sloveniji pogovarjali o Bitcoini z kakšnimi državnimi organi, inštitucijami? Ja, saj že med tem, ko smo mi že v bistvu praktično v Luksemburgu bili v postopku za pridobitev licence, smo se tudi z Banko Slovenije pogovarjali, ampak takrat, ne glede na kar bi rekel, se pač ne bi premislili. Imeli smo sestanek, so videli nek added value, ampak še vsem, pač prepozno, žal, ker ko pač vodiš firmo, ko si business owner, greš vedno po minimalnega odpora. Se pravi, veš, kaj je cilj, potem pa najdeš pot minimalnega opora. Ne? In državne institucije, ki te ne razumejo, ki te niso pripravljene poslušati, ki se ti praktično tudi kakšne smejijo v glavo, to je upor in pač tega se izogibaš. Pa ste recimo to smejanje v glavo doživeli še kaj drugje, razen v Sloveniji? Ne, to je bilo pač prispodobno. Kaj pa zdaj? Recimo, vi ste tudi vzeli 10 milijonsko investicijo. A je to verjetno ne zato, ker bi rabili denar, ampak prav ta... Ne, takrat, mislim, z Damenom,
ko je bo ta obdobje rasti, ki bo ta bubble, ne. Veliko investitorjev je tudi prišlo do naju v Slovenijo, pa nekako lobirali, ker to je zelo redko. To ne vem, koliko se pogosto dogaja, da investitorji pač prihajajo do tebe, ne. V tistem času se je bilo ful fajn, tak dober feeling. Ampak nekako nisva se odločila za odega investitorja, ker so vedela, kaj to pomeni. Se pravi, denarja za rast nisva potrebovala, ker smo bili pač profitabilni. Rabila so edino neke veze oziroma, ko bi naj rekel, nekoga, ki te malo odpre svetu, ki ti da legitimnost, pa da ti odpre svetu, ker Slovenija konec koncev ni finančni center Evrope, ne. In Slovenijo sva zelo hitro tudi prerasla. Pa ne, da je to karkoli narobe Slovenija, ampak pač ta industrija je zelo hitro rasla tisti čas, ne. In za Pantero sva se odločila samo zato, ker pač njihov investitor je Fortress investicijska grupa, ki je 60 milijarden sklad, ne. Pač to so ljudje, ki imajo poznanstva, ki so pač v preteklosti tudi že prav prišla, ne. Tako da v bistvu bolj samo zato, da imaš od zadnje nekoga, ki je močen, ki ti pomaga, ne toliko nek VC sklad, ki te hoče kupiti poceni pa ti drago prodati, ne. Ker VC skladi njim ni v interesu, da boste vi služili denar, pač oni ne živijo od dividend. Oni te hočejo spraviti na nek nivo, kjer te prodajo ali večji firmi ali pa naredijo IPO in to je to. Pač mi sva rabila nekega strateškega partnerja, ki razume, kakšen je endgame, kakšna je vizija za prihodnost, pa da se sploh zavedajo, v kakšno industrijo se spuščajo, ker visi pač tipajo vse, kar ima hype, se pravi, kar je, pa naj bo to virtualna resničnost, 3D printing, karkoli, samo da je tisti buzzword, ne. Pač mi tega nisva iskali, niti nisva hotela imeti pri sebi. To pa res zanimivo, ko si prej omenil, ne. Jaz mislim, da sta prvi startup, da so prišli tuji investitorji ponujati denar. Pa lahko potem, glede na to, ker približno poznamo, da ta pogajanja trajajo mesece, leta, tudi včasih, kako je prišlo, če lahko malo razkrij, kako lahko razkriješ, kako hitro je šlo pri vas? Ja, prvič sva rekla ne, pa so šli nazaj. Tako da drugič smo se šli pa izmenili. V bistvu smo se začeli tako, niti ne toliko za investicijo, ampak samo pogovarjati, ker da so bili tudi na začetku naša stranka, ne. Tako da v bistvu je bilo veliko nekih konferenčnih klicev na samem začetku, potem so rekli, da nas pridejo pogledati, to je taka zanimiva zgodba, ne, ker niti nismo se pozanimali, kdo prihaja, ne. Kar je malo napaka. Tako da pač smo zelo ležerno vse skupaj se odzvali, napaka, seveda tega si ne smeš privoščiti. In prvič, ko smo pač imeli ta sestanek, sva se odločila, da pač ne, da bova povedala, če naj bo zanimalo, ne. In potem drugič smo se pa potem odločili, ne. Pač sva vedela, da mogoče bi bilo pa vseeno v redu, ne. Ampak to je tako, takrat ne razmišljaš, pa za nazaj je taka zelo hecna zgodba, pa nazaj, ko sestaviš vse koščke zgodbe, vidiš, da kaj bi lahko bolj naredil, ampak v tistem trenutku pač karkoli se odločiš je prav in zelo težko je pretehtati. V takih situacijah se je zelo težko odločiti, kaj je ja, kaj ne, zato ker niti ne veš, kam bo šla industrija, niti ne veš, a ti bo to škodilo, a ti bo to pomagalo, ker realno ne rabiš, ne. Tako da to je pa življenjska stava, ki narediš. Koliko časa je preteklo od trenutka, ko so ta drugi se vrnili, pa do tem, da ste potem podpisali vse papirje? Takoj smo podpisali term sheet, se pravi, to je nekako tisti osnovni termini, katerih se potem naredi pogodba o investiciji, ampak to je hiter proces, na kosilu smo se vse zmenili, ne, pa to je bilo tako malo smešno, kot barantanje na tržnici, ampak koliko daš, ja, ne, da je toliko več in ljudje si po moje predstavljajo, da je to zelo nek strokoven proces, ja, potem, ko pridejo odvetniki in ko pač se finalizira normalno, ampak prvotno pa koliko daš. Pač zelo tako, ker ni neke metodologije, kako bi vrednotil, koliko je podjetje realno vredno, ne, pač ja, so neki metode, pogledaš poslovanje, profit, pa multipliciraš za recimo, ne vem, 10-kratnik ali pa kakorkoli pač narediš forecast, da je potencial podjetja, ampak tudi to je v bistvu gibanje, ne. Tako da vse skupaj je čist, koliko si spreten pogajalec, pa koliko znaš improvizirati, tak nek poker game vse skupaj, no. Tako da ni neke znanosti. Kasneje pa ja, se pa proces, ko se vmešajo odvetniki, pa zelo standard. Ste uporabljala slovenske odvetnike ali ste se tako tujino obrnili? Ne, tuje odvetnike. Vso znanje za to fazo, mislim, da je to ena, če ne največja neposredna investicija v slovenski startup, 10 milijonov.
to ne bi vedel, ampak kar se pa tiče odvetnikov, pa sej, to je v bistvu transakcija, to ni neke velike znanosti, tudi slovenski odvetniki bi to lahko naredili, ampak mi smo pač že v tistem času tu odvetniško hišo tako ali tako najeto, tako da smo pač njih prosili. No, gremo malo nazaj v Slovenijo. Prej si malo začel že govoriti o okolju. Kaj bi tole rekel? Da se splača, če imaš idejo, iti takoj ven, ali da se vsem prve korake naredi v Sloveniji? Bolj specifično greš ven, se pravi, misliš na trg? Ne, v tujino. Ali bi takoj, recimo, razvijaš nekaj z tehnologijo Bitcoini, ali takoj iščeš, da greš na ameriški trg, zahodno Evropo? Mislim, spet odvisen je od poslovne ideje. V najnem primeru vse, kar sva rabila, je nek strežnik, ki je bil na začetku nad avta moje mame v garaži in to je odprto na internet. Kdorkoli lahko do tega dostopa. Se pravi, če imaš nekaj, kar je čist web-based, zakaj bi se fokusiral pa zapiral za Slovenijo? Pač nima smisla, ne. Bolj normalno, poveča si možnosti za uspeh, če serviraš večji trg, ne. In če imaš nekaj, kar je čist web-based, potem ni razloga, zakaj bi se omejeval na Slovenijo. Če imaš nekaj, kar je oprijemljivega, nekaj fizičnega, potem ja, mogoče lokalen trg najprej testirati, da si ne narediš neke glomazne zaloge, ki na koncu ne prodaš. Se pravi, zelo je odvisen, a si hardware, a si software, a si nek servis, tako da zelo od primera do primera varira. Če si virtualen, normalno, sky's the limit, serviraj cel svet. S partnerjem si tudi poslovna angela. Bomo zdaj tako vprašal, glede na to, da si tudi v tej vlogi, kako bi recimo ocenil pameten denar v tej državi, poslovne angele, vizije, iz tega vidika, ali se splača na začetku pogovarjati z slovenskimi poslovnimi angeli, ali takoj bolj, da greš v London probati še pospeševalnik ali pa še klub najdeti? Ja, spet, mislim, tukaj, da bi neko teorijo razumel, kaj je boljš, ne vem, vsekakor mislim, da je najbolj boljš živel za idejo, grizu, investiral sam svoje življenje, če boš financiral sam. Ker ko ti začneš neko poslovno pot, zdaj, če dobiš neki angelski kapital, dejansko nimaš, je to nek head, se pravi, če gre karkoli narobe, ti nisi na slabšem, si samo svoj čas zabil, ne. In tudi jaz ne bi investiral v nekaj, kar vem, da, se pravi, podjetnik sam nima svojih, nam rekel, kaj v kotlu, ne. Tako da, jaz mislim, da pa to je čisto človekova narava. Pač zelo mikavno je nehati, vedno je zelo mikavno nehati. Tudi, ne, če greš teč na recimo neko dolgo razdaljo, vedno imaš v glavi tisti feeling, bom nehal, ne. In isto je v poslovni poti. Izčrpajoče je, težko je, pa zelo mikavno je nehati. In če pa veš, da si ti tukaj toliko in toliko svojega kapitala, toliko in toliko svojega časa, truda, toliko dal na kocko, ne nehaš. In to je na koncu ključ do uspeha. Vztrajnost. Normalno, saj to vsak uspešen poslovnež reče, pač ne nehati, to je to. Super. Malo motivacije za jutro. Greva zdaj tvojo vlogo kot poslovni angel. Zdaj, ne vem, če želiš govoriti o imenih, ampak sta tudi upravila par investicij za eno, jaz vem, v slovenske startupe. A bi lahko zdaj tako tvojo analizo z vidika poslovnega angela, kako ti vidiš startupe slovenske, glede na to, da si že nekaj investiral, a te sploh še zanima naprej investiranje? Zdaj, osnovno, pač investirala sva zato, ker sva pač hotela podpreti lokalno okolje, zato, ker sva hotela biti na drugi strani kovanca. Se pravi, pač biti cel cajt imeti perspektivo samo pač business ownerja, se pravi, podjetnika je eno, če pa dobro je razumeti še druga stran, ne, ker marsikdaj ti to pomaga, ker ko se pogovarja s svojim investitorjem, dokler nisi sam investitor, zelo težko razumeš, kaj on misli, kaj on hoče, kaj on od tebe pričakuje, tako da enostavno hotela smo tudi v lokalnem okolju pomagati, kdaj gre, kdaj ne gre, pač take življenje, ampak dokler ne probaš, ne veš, zdaj, če ne bi tega naredil, ne bi vedel, kako je biti na drugi strani, tako da mogoče malo sebično, ampak to je bil namen. Vsaka šola nekaj stane, torej. Ja, nažalost. Ampak šola je bila torej, še vedno iščeta potencialne startupe, ki bi investirala v njih. Mislim, da bi aktivno posvečal svoj čas temu, ne. Sej vsake toliko časa se najde kakšna priložnost, pa da se malo poglobim, ampak
tako aktivno iščem ne. Pač to imam druge obveznosti, pa fokus drugje, ampak če se pa kaj pametnega najde, pa normalno. In tudi vse investicije, ki smo jih naredila, so nekako prišle same do naju. Nisva iskala pač zelo aktivno, da bi se rekla, zdaj bova pa en slovenski startup dala. To je, če sam iščeš, potem hočeš nekaj najti, potem investiraš v nekaj samo zato, da si investiral, ker si že prvotno dal cilj, da boš nekaj investiral. To mora samo priti do tebe, preučiš, če se ti vedno malo prespati, če se ti naslednji dan zdiš vse smiselno, da je potem pač to narediš, če ne pa preskočiš. No in tako recimo malo nasvet za bodoče podjetnike. Kako so vas pa teh par startupov, ki vaju je prepričali, s čim so vaju prepričali? Meni, kot sem že prej rekel, je zelo važno ta energija. Zdaj, če nekdo reče, jaz imam pa zelo dobro idejo pač ja, je dobra, zdaj pa kako boš ti to idejo speljal? Ena ideja sama po sebi ne vredna nič, važna je izvedba, se pravi, kakšen imaš ti plan. Ker marsikdo ima dobre ideje, pa glede tega čisto nič ne naredi in na koncu tudi na nuli ostane. Ne? Se pravi, če imaš dobro idejo, a si že začel? Ja, ne, če nisi začel, ok, pol imaš samo idejo. Zdaj, če si začel, pokaži rezultate, kakšen imaš plan za naprej, kakšen je bil odziv. Se pravi, pač, da v bistvu je zelo težko to obesediti, pač moraš tisto iskrico moraš videti. Ne? Se pravi, nekdo, ki to dela, ki trdno verjame, ko v bistvu moraš biti malo naiven. Na začetku, ko začneš poslovno pot, v bistvu moraš biti malo naiven, ker meni so na začetku vsi govorili, da sem nor. Pa ja, verjetno sem bil res to zameglen, ampak ja, sem verjel, pa na koncu sem prav, to je to. In to rabiš, se pravi, rabiš tisto brezpogojno vero v svoj produkt ali pa svojo storitev. Ok, zanimivo, to so to recimo zelo take, torej zelo dobro, hitro bereš ljudi. Ne vem, mislim, mogoče sem sam zelo hitro prepričan, ne vem. Naiven, recimo, ok. Ja. Če ti torej pride en startup, ki ima že en retention rate, ima že ene kupce, v kakšnih cifrah se recimo pogovarjaš lahko, z njim mislim, se lahko pogovarjali s tabo, govorimo seed capital, ne vem, 50-100 jurjev, ali lahko tudi kakšen grow milijon in plus. Mislim, najmanjšo investicijo, ki sem naredil, je bilo 50 000, največja je bila 1,5 milijona. Se pravi, odvisno. Katere področje pa te tako še zanimajo? Recimo, kaj da ti nekdo pride, jaz sem pa en ful nov produkt, ki bo revolucioniziral avtomobilsko industrijo, ti to vljah ali? Ok, ta je zelo far-fetched. Ampak ja, mislim, dejansko tudi s tem sem se že srečal. Produkt sam po sebi, ko imaš nek dober produkt, ni to še vse, se pravi, kako boš ti ta produkt spravil na trg, kako boš ti prepričal, da uporabnik to sploh rab, ker lahko imaš ti dober produkt, sploh na temu app marketu je zelo veliko tega, se pravi, obstajajo ful dobri appi, sam na koncu pa zakaj bi to sploh uporabljal, se pravi, če ni intuitivno, da daš telefon iz žepa, ta app zaženeš, pa ga za nekaj uporabiš, potem je samo pač dober app, ki ga noben ne bo uporabljal, se pravi, stvar mora biti intuitivna, se pravi, mora ti olajšati nekaj, mora imeti nek doprinos. Zdaj, revolucija avtomobilske industrije, če si sposoben nekaj narediti, pa da me prepričaš, ne vem kako, ampak ja, treba je prepričati. Treba je točno to iskrico imeti, pa imeti plan, kako boš pristopil, kako boš dejansko to revolucijo naredil, ker to ni čez noč. Kako te pa lahko, razen danes, tukaj dobijo podjetniki, ki bi ti radi pičal svojo idejo? Če jaz pomislim za nazaj na svojo poslovno pot, pa tudi, če sem iskren sam do sebe, na svoje napake, ker normalno ne moreš vsega optimalno narediti, pa tudi napaka ne nujno pomeni, da si nekaj slabega naredil, samo pač nisi naredil nekaj optimalnega. V večini primerov samo na svet, se pravi nek pogovor, se pravi tista malenkostna korekcija, to velikrat pomaga več, ker denar zapraviš, ne? Pač, če dobiš nek denar, ga zapraviš in tudi to večina startupov dela napako, dobi denar in potem zapravi za to, da je bolj izgleda, da na startup lepše pisarne, več ljudi, realno jih pa ne rabi. V večini primerov vse, kar rabi, je samo na svet, oziroma pogovor, oziroma samo mogoče na konfutu, da se strezne. Pa ne mislim to nič slabega, ampak tudi sam bi to mogoče v preteklosti kdaj rabil, oziroma bi mogoče kakšno odločitev naredil drugače. Ko si sam začel to temo, kaj pa bi naredil recimo drugače, ko zdaj pogledaš nazaj? Mislim, si zelo uspešen podjetnik, ampak bi kakšno svojo napako, mogoče slabo predvidevanje, ki si ga naredil? Mogoče kdaj IT-ovce več poslušal, kar je v tehnoloških podjetjih pogosto. Zdaj, da bi specifično izpostavil, je zelo težko, ampak sigurno se najde kakšna odločitev, ki bi mogoče tisti dan slabe vole, pa si rekel ne, pa bi iskreno na drug dan rekel ja ne. Ampak to je vse v naravi človeka.
podjetje je živ organizem in je tukaj toliko zunanjih vplivov, ki ti lahko vplivajo na odločitve, da tisti trenutek, ko se odločaš, pa mogoče šele kasneje vidiš posledice tega, kar se je zgodi. Ampak tako je življenje. Voditi podjetje isto, kot živeti življenje. Pač ena napačna odločitev, tisti trenutek mogoče nima nekega impakta, ampak kasneje pa vidiš tega. Ampak dokler ne vidiš, kakšna je bila posledica, pač ne veš. In nekdo, ki pa je šel skozi ta proces, pa ti mogoče naprimer v življenju, mogoče starejši prijatelji ti lahko dajo na svet, ki ti pomaga v življenju, isto je v podjetju. Nekdo starejši, bolj izkušen ti lahko reče, lej, jaz sem isto to naredil, strezen se, ne, pač. In to v veliki večini pomaga. Odlično. Verjetno pa nimamo tukaj samo podjetnikov, ampak a tudi kaj zaposlujete še? Ja, mislim, zaposlujemo v razvoju pa v customer supportu, pač to je pa vedno rastoča potreba, tako da. Tako da vam samo pošljajo CV na info@bitstamp.com. Ja, imamo tudi glas na moje delo, tako da tam so tudi kontakti, drugače pa na jobs@bitstamp.net se pošlje CV pa motivacijsko pismo v angleščini pa povabimo na razgovor. Dragi obiskovalci, jaz ga še lahko še naprej sprašujem, ker je zelo zanimiv sogovornik, ampak bi vam še prepustil. Imate kakšno vprašanje? Ja? Seveda. Ja, zdrav. Kdaj bom lahko odprl tekoč račun na Bitstampu, oziroma kdaj boste postali banka normalna, ker to, kar imamo zdaj, je ena mala katastrofa do bank, hočem reči. V bistvu uporabniški račun že lahko imaš, debetno kartico že lahko imaš, teoretično lahko Bitstamp uporabljaš kot banko. Edina stvar, ki ti ne moramo pomagati, je ne moramo izdajati kreditov, ker nimamo bančne licence. Še kdo? A sem odgovoril na vprašanje? Mislim, da je kolega hotel še malo kritiko bank, ampak... Ker, prosim? Ker še vsem, mi nismo banka, mi smo v osnovi menjalnica. Sicer menjalnica zato, ker je licenco dobiti hitrejš kot bančno licenco, ampak pač nek minimum bilo treba doseči, tako da ne bom napovedoval, da bomo postali banka. Imaš še vprašanje? Ne, to sem začel malo provokativno, ampak ideja je ta, ne. Jaz nimam bitcoinov na mojemu prenosniku, recimo, v moj denarnici, ampak na vaši borzi, zaradi tega, ker se bojim, da bo me kdo prenosnik pohekal in mi bo te bitcoine ukradel. Pri banki je podobno, ne, ti vložiš evre na svoj TRR, mislim, tu smo zdaj negativno obrestno mero pa to, ne, ampak v strahu, da ti ne bo kdo po noči ropal hiše in ti iz štrumfa ven ukradel evre, ne, in z tega vidika ste tako zelo banka, ne. Res pa je, da ne izdajate kreditov pa tega in moje vprašanje je, a vas zanima še to, da bi še to bančno licenco dobili in v resnici ratali na zelo, po moje, konkurenčna banka? Glej, drugače, ful dober point, ful dober vprašanje. Poanta Bitcoina je, da si sam svoja banka. Če imaš ti, kar, mislim, banke v preteklosti, ti njim daš denar, zato jim plačaš, potem pa, ko ga zgubijo, ko delajo z njemu kot ne vem kaj, na koncu plačaš ceno kot pač državljan, ko plačuješ davke, se pa na koncu jih še bailoutaš. Lih poanta Bitcoina je, da si sam svoja banka. Mi tudi zdaj delamo eno zanimivo integracijo, mi še javno, tako da bomo pa zelo malo lansirali, mi delamo integracijo z Ledger Walleti, pa s Trezorjem, ne vem, če poznaš. Se pravi, napravca USB, kjer imaš ti gor svoje Bitcoine. In ko hočeš pač jih uporabljati na Bitstampu, vklopiš v računalnik in lahko začneš uporabljati. Se pravi, da ne rabiš zaupati nam svojih Bitcoinov. In to je, po mojem mnenju, nekak nasleden trend. Se pravi, uporaba exchangeov za storitev izmenjave fiat valute v virtualno valuto, ampak hramba virtualne valute pa pač pri sebi lokalno. Ker tudi za nas je to lažje, za nas je to cena manjša tarča imamo na hrbtu in mi dejansko ne profitiramo, če imaš ti bitcoine pa nas. Nam to daje v bistvu samo večjo skrb in več denarja moramo investirati v varnost. Ne, da bomo to pa nehali, ampak nekako to je spet en trend, ki bi ga radi začeli in verjamem, da bodo tudi ostali exchange pač temu mogli slediti. Ja, mislim, imamo segregacijo hot wallet pa cold storage, ne, se pravi, cold storage, kjer je 99%, to si najlažje predstavljaš kot nek digitalen trezor.
Se pravi, to zavarovanje hot wallet, pa ne boš najdel zavarovalnice, ki ti bo to zavarovala, to je pa nekako blagajna, če si predstavljaš. In to je pa pač znesek, ki ga vzdržujemo na nivoju, katerega mi smo pripravljeni kriti. Torej, za dober reputation, ne. Ampak je še vsem toliko manjši, da lahko pač to pokrijemo. Živa. Jaz imam dobro vprašanje. Kako bi po kmečku ali pa čim bolj enostavno razložil ali pa povedal v stavku, kaj je Bitcoin? Drugo pa, a boste vi tudi druge valute na Bitstampu ali ste samo za Bitcoin? Zdaj, po domače, kaj je Bitcoin? Bitcoin je digitalna valuta, ki se prenaša preko tehnologije imenovane blockchain, ki nima izdajatelja, ki ima končno število, se pravi količino v obtoku in nima nobenega posrednika pri prenosu. Se pravi, zdaj ne vem, koliko je to kmečko, ampak Bitcoin je v bistvu samo 36-mestna koda, ki jo imaš ti in vrednost, zakaj pa to ima vrednost, je pa zato, ker pač ima pričakovano bodočo likvidnost. Se pravi, obstaja velika skupina ljudi na svetu, trenutno se to ocenjuje, da je nekje med 6 pa 12 milijoni, ki verjame v osnovne zakonitosti blockchain protokola. Se pravi, če imaš ti to 36-mestno kodo, ti jo noben ne more vzeti, noben ne more ponarediti, pa noben ne more naprintati novih enot, ki bi devalvirale pač to, kar imaš ti, se pravi vrednost. In isto je pa zlato, če pomisliš, ne, zakaj je zlato nekaj vreden? Zato, ker se vsi strinjamo, da je nekaj vreden, to je navaden kamen, konec koncev, ne. Ampak skozi celo zgodovino človeštva je človeštvo potrebovalo neke hranilce vrednosti. En srebrn kovanc, če si ga predstavljaš eno unčo, je včasih predstavljal, koliko je ena unča ta trenutek? Kdo ve? Koliko? 1200 €. No, ne zlata, srebra. Okoli 20-25, nekaj takega. Se pravi, v srednjeveških časih je en srebrnik predstavljal dnevno plačo viteza. Se pravi, s tem si plačal to, kar je rabo, ne. Če pogledaš danes, ne, isto z enim srebrnikom preživi, se pravi, skozi celo zgodovino je vrednost, srebro, pa isto zlato, predstavljal hranilec vrednosti. Se pravi, ni se spremenil, ni šel gor, nominalno je šla vrednost gor, ampak to samo zato, ker je valuta devalvira, ker je papir manj vreden. In isto je pač pri Bitcoinu. Bitcoin je samo neka koda, ki ljudje zaupajo in ji bojo zaupali skozi zgodovino, zato ker ohranja vrednost. Ohranja pa vrednost zato, ker ne more noben manipulirati s količino, noben ne more manipulirati s lastništvom in to daje vrednost. Se pravi, konec koncev ali kamen ali pa virtualna številka, vrednost da je to, ker se ljudje strinjajo, da se pravila igre ne more spremeniti. Kar se pa tiče druga vprašanja od ostalih virtualnih valut, če neka virtualna valuta se pojavi, ki bo dala neko dodano vrednost, potem ja, ampak kar se pa ta trenutek kroži po industriji, so pa samo neke pump and dump scheme, za moje pojme. Se pravi, nekaj, kar omogoča nekaj več, ali pa je superiorno Bitcoinu, ja, bomo jo podprli. Kar je pa samo neka kopija, zato da nekdo nekje zasluži, pa ne, absolutno ne. Živja, Andrej. Jaz sem vprašanje, prej se je kot tale usegel ključek, jo pa 130 gor, kaj pa če nekdo ta ključek ukrade? Kaj potem? Ok, cool vprašanje. Če imate vi, mislim, ni to samo tako, da je ključek, v kjerkoli računalnik vklopiš pa dela. Se pravi, je kriptografsko zaščiten, je kriptiran, torej še vsem morate ga vi odkleniti pred uporabo. Torej, tudi če ga zgubite, če imate doma tisti recovery sheet oziroma tisti listek papirja, ki ga dobite zraven izpolnen, lahko kupite nov ključek, pa v bistvu samo namreku sinhronizirate, ker bo napačen izraz, ampak lahko začnete naprej uporabljati. Pač Bitcoine, ki jih držite, se pravi, to je samo nekak, ko bi rekel, nek portalček, da lahko uporabljate Bitcoine, ki jih imate. Ker Bitcoine, tudi če jih imate, da ne bomo se šli preveč tehnično, jaz zelo hitro grem preveč tehnično. Bitcoine, ki jih imate, se pravi ta koda, vi lahko naredite backup, se pravi, lahko naredite 60 000 backupov, če jih želite. In če izgubite enega, samo uporabite druga, ker so vsi isti. To je samo ena koda, to je string, ki ga morate shraniti. In pač ta ključek vam to omogoča na zelo enostaven način. Prosim? Ja, ne smete mu povedati, ne? Ja, mislim, če imate geslo 1, 2, 3, 4, 5, potem je opcija, če imate pa nekaj malo bolj kompleksnega, pač treba je pogledati smernice varnih gesel, ne, se pravi, da imate geslo, ki je dosti robustno,
Ampak že v štartu, če tisti ključek dobro skrijete, je že to nekaj naredite, ker treba se zavedati, da večina kraj Bitcoina se zgodi preko spleta. Fizično jaz ne poznam nobenega primera, da bi nekdo prišel pa ukradel iz doma. Pač, Bitcoine se krade tako, da se udira v storitve, da se pojavljajo lažne storitve za Bitcoine in na ta način. No, tako da treba je biti, kako bi temu rekel, osveščen, se pravi, tudi pri kreditnih karticah, industrija za ponarejene kreditne kartice je ogromna in tisto 3% provizijo, ki je pri transakciji Mastercard ali pa Visa zaračunata, ni zato, ker imajo oni toliko stroškov, saj to na koncu plača trgovec, ne? Ampak ta provizija ne obstaja zato, ker je toliko drago vzdrževati infrastrukturo kreditnih kartic, ampak to v teh 3% je vračunan vse poneverbe, ki se v industriji zgodijo, ne? Ker kreditne kartice Visa pa Mastercard vedno krije ta škodo nastalo pač lastniku kreditne kartice in to provizijo, ki jo plačujete oziroma ki jo plačuje trgovec, je ravno zato, ker je pač nek matematičen model, ki je preračunal, da te 3% pokrijejo vse poneverbe, ki nastanejo. Tako da. Ja. Prosim? Zgleda kot ključek, jaz sem prej rekel, da je USB ključ, ja, to je namenski hardware. Ne, ni zaščiteno. Ne. Te ključke ne proizvajamo mi, da se razumemo. To je pač par podjetij, mi sodelujemo z dvema, mislim, da ima jaz ta ključek s sabo nekje v torbi, ampak to je v bistvu samo mišljen, ker konec koncev Bitcoin lahko hranite na listu papirja, lahko si zapolnite tisto 36 mestno kodo, če imate dober spomin. To je samo namenjen olajšanju. Drugače pa Trezor bo po 5 poskusih PIN-a zahteval 3 mesece, da lahko spet ponovno probate. Hvala. In pol eksponentno dlje časa, tako da te stvari so zrihtane, to je varnostno kar urejeno. Živa, mene pa zanima, če obstaja zdaj po novem, ko imate bančno licenco, možnost, da slovenski startupi, ki imajo v kriptotu, ki imajo hude probleme, kot vemo, z odpiranjem bančnih računov, če lahko se na vas obrnejo, pa pri vas dobijo bančni račun. Absolutno bi bilo smiselno, da bi nas kontaktirali. Potem naš compliance mora preveriti pa oceniti, ali je to mogoče, ali je to v skladu za našo licenco oziroma našo regulativo. Mogoče je, ampak so pač omejitve, se pravi, določeni pogoji morajo biti izpolnjeni, tako da bi bilo pametno povprašati. Pa glede na izkušnje, ki jih imaš tudi sam, misliš, da je bilo lažje ali težje kot za navadno banko? Sodelovati? Pač odpreti bančni račun za kripto podjetje. V vidiku razmišljaš... Se veš, ful je težko danes dobiti bančni račun na banki, ali pa lahko tega tudi zapirajo, verjetno vi več nimate teh problemov, ker ste veliki, ampak za enega novega pa ja. A zdaj misliš, da je bolj loviti navadne banke, pa probati enkrat bo že šlo, ali Bitstamp več šans? Mislim, najlažje je, da pošljaš mail, saj moj mail imašte, pa bomo pogledali, kaj se da narediti. Če se da, ker konec koncev je treba vedeti, da podobne omejitve, ki jih imajo banke, oziroma niti ne omejitve, nekaj je čist risk policy, kar je interna politika banke. Drugo je pa pač zakonodaja. Se pravi, interno politiko banke se odloča compliance, se pravi, oddelek za skladno za zakonodajo. Če se njih prepriča, oziroma če se pač vzpostavijo mehanizmi, ki ugodijo tudi zahtevan zakonodaje, potem se da. Sam če pa že v štartu počneš nekaj, kar zakonodaj niti ne omogoče, potem pa tudi ali bo banka rekla ne, ali pa bomo mi rekli ne. Konec koncev vsi sledimo podobni zakonodaji. Ampak definitivno pa ja, mogoče se bomo mi malo bolj potrudili, mogoče dali predloge, ne bomo ti rekli ne, to se ne da, ampak se bomo potrudili zate, zato ker pač to je industrija, katero hočemo mi porivati naprej. Ja, živijo. Prej si omenil, da Bitcoin še ni tista valuta. Kaj pa je narobe z njo? Najbolj razširjen problem je omejitev, koliko transakcij lahko na sekundo sprocesira. Bitcoin ima tehnološko omejitev 7 transakcij na sekundo. Mimo tega žal ne gre. So predlogi za dvig tega limita, ampak v tej industriji pač mora priti do konsenza. Se pravi, minerji, ki potrjujejo transakcije, ki rešujejo bloke transakcij, se morajo strinjati z novimi pravili. Do tega konsenza pa žal nismo prišli oziroma ne uspemo priti.
še eno vprašanje tukaj. Od ustanovitve Bitcoina mu vrednost raste, pada zelo in omenil si, da je Bitcoin glih fora v temu, da ga enkrat, ko ga se naredi, je določeno število. Kaj se zgodi takrat, ko se več Bitcoinov ne more več narediti? Kaj se zgodi z vrednostjo Bitcoina? Stagnira? Kaj se bo zgodilo? Lahko to predvidevaš? Kot prvo, to bo leta 2133, tako da mislim, da nas to ne rab skrbeti. Za vnuke. Zdaj, Bitcoin je stajal v naprej določenem algoritmu. Trenutno je to, pač prvih 4 leta obstoja bilo 50 Bitcoinov na 10 minut, potem v drugem četrtletju je bilo to 25, smo v tretjem četrtletju je to 12,5. In tega ne more noben spremeniti. In to se na vsake 4 leta se to prepolovi za 50% in to se bo prepolavljalo do 2133. Zdaj, vrednost sama po sebi niha prosto na trgu, se pravi, povpraševanje ponudba, čisto osnova ekonomije, simple. Zdaj, če ljudje mislijo zato, ker je pač vedno, kar je nekakva ekonomska logika, ne? Se pravi, če vemo, da trenutno je 75% vseh bitcoinov že v obtoku, ne? Se pravi, samo še 25% bo v naslednjih 100, ne vem koliko letih nastane. Ampak to ne vpliva na oziroma v prvem četrtletju definitivno je vplival na vrednost, ker emisija bitcoinov še par mesecev nazaj je bila 3600 bitcoinov na dan. To, če po trenutnem tečaju preračunamo, ker recimo je bil $600, je to tam nekje recimo okoli milijona. Se pravi, da cena ostane na točki 600 prbito, mora vsak dan se 600 bitcoin oziroma $1.000.000 svežega kapitala nekako steči v industrijo in kupiti novo nastale bitcoine, ker bitcoini nastajajo. Miner jih mora prodati, zato ker on ima stroške elektrike, stroške razvoja. Miner zato, da bitcoine prodaja in dobi dolarje, ker pač od bitcoinov ne more živeti. Se pravi, če pa vemo, da se bo ta količina dnevno pač teh bitcoinov, ki nastajajo, prepolovi, kar se je par mesecev nazaj, iz 25 na 12,5. Se pravi, po trenutni ceni, če pač te bitcoine prodaš, oziroma nastane, se pravi, prej je bilo 3600, zdaj polovica tega, se pravi 1175 bitcoinov nastane po trenutni ceni, oni mora za minerje, da se jim sploh splača minerati, mora cena zrasti za 100%, ker ta trenutek delajo izgubo. Se pravi, kaj minerji delajo, oziroma so začeli delati že mesece nazaj, kar smo pač zaznali. Nehali so prodajati bitcoine, se pravi, kar so s tem naredili, so vzeli supply iz trga. Se pravi, posledično so si zakumulirali že dolg časa pred tem, ker to je bilo pač se da predvideti. Dolg časa pred tem halvinga so začeli akumulirati dolarje, da so imeli denar za pokriti stroške elektrike, ampak za njih je nujno, da se cena bitcoina dvigne. To je čisto osnovna ekonomija pač taktiziranja. In so nehali prodajati bitcoine in s tem začela cena bitcoina počasi rasti lansko leto. Ker za njih mora cena zrasti, da se jim splača. Pa to niti ni manipulacija, to je pa čist naraven pojav v ekonomiji. In isto bi bilo pri zlatu, če bi cena zlata ful padla, vajda, minerji, mislim, tisti rudniki, ki zlato kopljajo, ne bojo dali zlata na trg, ker hočejo, da cena zlata zraste. Pri Bitcoinu isto, samo bolj geekovsko, abstraktno, virtualno. Ampak logika je pa ista. Živo, mene pa zanima, če imate namen Bitstamp razvijati v tej smeri, da bi omogočili možnost shorta, mogoče margina. To bi bilo bolj zanimivo za traderji. Drugače, ful cool vprašanje pa zelo aktualen, ker takoj z pridobitvijo licence, par mesecev nazaj smo šli točno to, ker smo se tudi že z regulatorjem dogovarjali, če bi lahko to nekako združili, spravo licenco za finančno institucijo plus za pač trgovanje na marginu, ne? Ampak je bilo nekako dogovorjeno, da dajmo najprej eno kljukico odkljukati, pa se potem, ker je spet nov proces, v glavnem regulator mora na koncu potrditi nov produkt. Zdaj mi imamo konkurente, ki to nudijo, ne? Ampak oni nimajo licence in pač nobenih risk assessment, nobenih varnostnih politik, nič. Pač oni to nudijo zato, ker trg to trg to hoče, ampak mi smo v Luksemburgu, v Evropski uniji, ne? Oni so pa tam v Hongkongu, pa po Singapurju, pa po offshore, kjer pa njih noben ne nadzira in noben v bistvu noben od njih nič ne zahteva. In ravno se to industriji je zelo problematiko, vsaj za nas, ne? Ker mi hočemo biti legitimni pa delati by the book, konkuriramo pa tam za podjetji, ki se skrivajo po offshorih, kjer je pač Wild West, ne? In zelo težko je konkurirati na istem nivoju, pač edino, ker kar mislim, da se bo zgodilo, zakonodaja se bo zaostrila. Pač nek grace period je bil dolg časa,
ker ni bilo jasno, tudi regulatorji niso točno vedeli, kaj je Bitcoin. Zdaj sem imel dosti časa, da so se naučili. In se tudi z novo Payment Service direkcijo, ki se bo upeljala naslednje leto, se tudi v Evropi to zaostruje. Se pravi, vsa podjetja, ki nudijo neke servise z virtualnimi valutami, bojo mogli iti skozi isti proces, kot smo šli mi. Potem se pa ta nivo tekmovanja zelo izenači. Se pravi, bomo tekmovali samo še na quality of service. Ker ne bojo mogli nič nuditi več, kar mi, razen če bojo imeli dovoljenje, kar ga bomo imeli pa mi prej, kot oni. Se pravi, ura je že 9, tako da Nejc, najlepša hvala, da si prišel po tej jutranji uri. Boš tukaj še ostal kakšnih 50 minut, tako da če imate še kakšno dodatno vprašanje, ki bi radi, kaj vam je gospod tukaj na voljo. Vam pa hvala, da ste prišli, pa se vidimo naslednji mesec, pa lep uspešen dan še naprej. Hvala. Kupite,